Leto 2025 je prišlo in minilo, skozi vse leto pa smo bili priča številnim skrivnostim. Nekatere so bile razrešene, druge pa so še naprej povzročale preglavice preiskovalcem. Toda oni in družine upletenih žrtev ostajajo upanja polni, da bodo v prihodnjih mesecih našli odgovore. Številka 20. Izginotje 79-letnega Shi Hua Shuja je le eden izmed številnih primerov pogrešanih oseb iz leta 2025, ki ostajajo nerazrešeni. Njena družina je večkrat pozvala javnost, naj se oglasi, če ima kakršnekoli informacije o njenih zadnjih gibanjih ali trenutni lokaciji. A do danes niso našli nobenih dodatnih sledi, ki bi nakazovale, kaj se je zgodilo. Decembra 2025 so ugotovili, da Shu trpi za demenco, zato sta zanjo skrbela mož in sin, medtem ko je živela v Great Necku v New Yorku. Na dan, o katerem govorimo, je okoli 15. ure odšla iz hiše na ulici Oakley. Morda je šla na sprehod, vendar se ni vrnila. Njena družina je začela skrbeti za njeno varnost, a ko je niso mogli najti ali vzpostaviti stika z njo, so še isto noč obvestili policijo in prijavili njeno izginotje. Pojasnili so, da Shu govori le omejeno angleško in da bi zaradi svojega zdravstvenega stanja lahko imela težave pri iskanju poti domov. Nažalost, Shu ni bilo mogoče izslediti s pomočjo njenega mobilnega telefona, saj ga je pustila doma, ko je tistega dne odšla od doma. Poleg tega, tudi lokacijski sledilnik, ki je bila nameščena v njene superge, ni bila v pomoč, saj si teh čevljev ni obula, preden je odšla od doma. Omeniti je treba, da to ni prvič, da je Shu odtavala iz družinskega doma, vendar je to prvič, da seboj ni vzela nobene sledilne naprave in predlagano je bilo, da je na to preprosto pozabila. Najdlje, kar je bila v zadnjem času odsotna od doma, je bilo 12 ur in med tem dogodkom ji je uspelo najti pot nazaj brez kakršnekoli pomoči. Obstajajo resni pomisleki, da bi se Shu lahko zmedla ali izgubila orientacijo, ko je bila stran od svoje družine in morda poskuša najti pot nazaj. Ker pa večinoma govori mandarinščino, ima lahko težave pri sporazumevanju z drugimi. Njena družina je prav tako izrazila strah, da bi lahko bila v zdravstveni stiski in dodala, da bi lahko pomoč, če jo kdo ponudi, zavrnila. V pozivu javnosti so navedli, da običajno hodi hitro in jo pogosto vidijo, kako govori sama s seboj, kar bi lahko pomagalo pri njeni identifikaciji. Oblasti so prosile prebivalce območja Great Neck, naj pregledajo posnetke svojih varnostnih kamer, ali se je na njih morda pojavila Shu. Če bi prejeli takšen posnetek, bi to lahko pomagalo določiti njena zadnja gibanja. Preiskovalci so dodali, da bi lahko poskušala sama priti do Queensa, natančneje na območje Bayside, vendar od tam niso poročali o nobenih opažanjih. Medtem pa je policijska uprava okrožja Nassau prosila vse, ki imajo informacije o tem, kje se nahaja Shu, naj jih kontaktirajo na številko 516 573 7347. Številka 19. 79-letni Michael J. Small, pogrešan iz Abingtona v Virginiji, od marca 2025, policija pa je vse bolj zaskrbljena za njegovo dobrobit, saj v mesecih po njegovem izginotju ni bilo najdenih nobenih sledi o njem. Leta 2022 se je Michael preselil v ustanovo Green Acres Assisted Living Facility v Abingtonu, potem ko so mu diagnosticirali demenco. Tam je prejemal potrebno oskrbo in je tam ostal zadnja 3 leta. V času njegovega izginotja se je njegova družina odločila, da ga preseli v drugo ustanovo. A preden so to lahko storili, so bili obveščeni, da ga tam ni več, osebje ustanove pa ni imelo pojma, kje začeti iskati. Namigovali so, da morda poskuša priti v Charlotte, v Severni Karolini, kjer je živel, preden je vstopil v ustanovo. In zaradi njegove diagnoze se je morda izgubil in zdaj ne more najti poti nazaj. Glede na njegovo starost in zdravstveno stanje, velja Michael za ogroženega, saj morda ne bo sposoben poskrbeti zase, ko je stran od svoje družine in skrbnikov. Zato je ključnega pomena, da ga najdejo čim prej, da ga lahko pripeljejo nazaj na varno. Zahvaljujoč posnetkom varnostnih kamer, ki jih je policija kasneje pridobila, je znano, da je Michael 24. marca 2025 Green Acres zapustil sam in peš. Posnetki prikazujejo, da je odšel okoli 16. ure tistega dne, priča pa je poročala, da ga je videla na območju pri Michaelovi lekarni okoli 18:30 istega večera. Ko so družino vprašali, zakaj bi morda poskušal potovati v Charlotte, je njegova družina povedala, da tam živi njegova sestra.
V preteklosti je govoril o tem, da bi potoval tja in postal je tako obseden z mislijo, da bi ponovno videl svojo sestro, da je imel navado, da je povsod s seboj nosil njen naslov v žepu. Ko so ga prijavili kot pogrešanega, so organizirali iskalno akcijo. Na njej so sodelovali policijska uprava Abingdon, šerifov urad okrožja Washington v Virginiji, državna policija Virginije, gasilska enota Abingdon in oddelek za socialne storitve Virginije ter drugi. Mitchellova hči, Carrie, je za medije povedala, da je tudi njegova družina izvajala lastna iskanja na območju Bristola, kjer so se pogovarjali z brezdomci v upanju, da bi ga kdo opazil. Dodala je, da je bil Michael vajen dolgih pohodov in sprehodov, zato bi lahko prepotoval kar nekaj razdalje, preden so sploh opazili, da pogrešajo njega. Njegova družina je zdaj izčrpala vse kraje, kjer bi še lahko iskali in prosi, da če ima kdo kakšen predlog, kje bi lahko še iskali, naj to sporoči. Carrie je pojasnila, da imajo prebivalci Green Acres svobodo, da prihajajo in odhajajo, kadar želijo, ter dodala, da je bil Michael v preteklosti, kadar je šel sam na sprehod, vedno hitro najden strani osebja in vrnjen v ustanovo. Medtem se je ustanova obrnila na družino in se opravičila za njegovo izginotje, lastnik pa se je odločil ponuditi nagrado v višini $1000 vsakomur, ki bi posredoval informacije, ki bi pripeljale do tega, da bi našli Michaela. Znano je, da ima Michael kratke trenutke prisebnosti in bojijo se, da ga je v enem od teh trenutkov pobral voznik. Če imate kakršnekoli informacije o njegovi lokaciji, vas prosijo, da pokličete dispečerski center okrožja Washington na številko 276 7627. Številka 18. Kadarkoli nekdo izgine v divjini, ga je treba najti čim hitreje, še posebej, če nima dovolj zalog in opreme, da bi lahko dlje časa preživel v naravi. Zato je družina 59-letnega Roberta Weaverja obupana nad kakršnimi koli namigi, kje bi lahko bil, oblasti pa so to skrb delile in izjavile, da jih resno skrbi za njegovo varnost. Robert je zaposlen pri službi narodnih parkov, zato ima veliko izkušenj z naravo. Toda dejstvo, da ni vzpostavil stika s prijatelji in družino, jim povzroča veliko tesnobe, saj je njegovo nenadno izginotje povsem neznačilno zanj. Znano je, da je bil Robert 24. junija 2025 v koči Dorschen Bay Public Use Cabin, ki se nahaja blizu jezera Skylock. Ni bil na službeni dolžnosti in se je odločil, da bo svoj prosti dan preživel v koči. Kasneje je njegova mati preiskovalcem povedala, da jo je Robert poklical in se pritožil, da mu v koči ni bilo všeč. Omenil je, da bo verjetno poiskal drugo mesto, odkoder bi lahko hodil na pohode, in dejal, da se bo verjetno preselil v območje zgornje reke Kenai. Takoj, ko so ga prijavili kot pogrešanega, potem ko se ni pojavil na svoji izmeni, so začeli iskalno akcijo s pomočjo kinoloških enot dronov, helikopterjev, splavov in čolnov, vendar sprva niso našli nobene sledi Roberta. Nato so 28. junija iskalci končno našli prvo sled. Robertov nahrbtnik so odkrili na območju zgornje reke Kenai, potem ko se je zataknil med naplavljenimi ljudi. To nakazuje, da je uresničil svoje načrte in iskal novo mesto za kampiranje. Njegov avto so našli 1. julija, vendar preiskovalci ob pregledu vozila niso našli ničesar uporabnega. Iskanja so nato potekala na območju zgornje reke Kenai, vendar ponovno brez uspeha. Čeprav so preiskovalci izrazili prepričanje, da bi še vedno lahko bil na tem območju. Iskanje je bilo uradno prekinjeno 24. junija, vendar so oblasti navedle, da bodo v prihodnosti organizirana dodatna iskanja. Ta bodo izvedena s strani službe narodnih parkov in državnih parkov Aljaske s pomočjo državnih policistov Aljaske. Robertova mati je od takrat začela kampanjo GoFundMe, saj je treba Robertove stvari in vozilo pripeljati nazaj domov. Prizadevanje, za katerega njegova mati pravi, da jih bo stalo veliko denarja. Do danes je kampanja zbrala nekaj več kot $2000. Dodala je, da je pisala predsedniku in svojemu državnemu senatorju, Jerryju Moranu, ter jih prosila, naj pošljejo poklicne potapljače na območja, kjer bi lahko bil Robert, vendar ni prejela odgovora. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, kakršnekoli informacije o Robertovem primeru, vas prosijo, da kontaktirate sedež Kenai National Wildlife Refuge na številki 907 262 7021. Številka 17. 63-letni Freddy van Valkenburg je izginil v drugi polovici leta 2025. Toda njegov primer ostaja nerešen, saj ga njegova družina, prijatelji in oblasti niso uspeli najti.
In prosili so za pomoč javnosti v upanju, da bo njegov primer rešen. Novembra tistega leta je Freddy živel v Port Charlotteu na Floridi in nazadnje so ga videli, ko je zapuščal svojo hišo na ulici Bear Avenue. V službo bi se moral vrniti 2. decembra, vendar tega ni storil. Ko je njegova družina izvedela za Freddyjevo odsotnost, je njegova mati stopila v stik s policijo in prijavila njegovo izginotje. Od takrat so oblasti naredile vse, kar so lahko, da bi ga našle, vendar zelo malo uspeha. Nenavadno je, da njegova žena ni prijavila njegovega izginotja, čeprav se ni vrnil domov, kot je bilo načrtovano, in obstajajo resni pomisleki glede njegovega zdravja, saj Robert vsak dan potrebuje inzulin. Verjamejo, da mu je do tega časa že zmanjkalo inzulina, zato je zelo pomembno, da ga najdejo, da lahko prejme potrebno zdravilo. Oblasti so navedle, da nekateri vidiki Robertovega primera nimajo veliko smisla, njegov sin Dylan pa je dodal, da se mu očetovo izginotje zdi sumljivo in neznačilno zanj. Po prijavi pogrešane osebe je policija preiskala hišo Freddyja in njegove žene, kjer so našli njegovo denarnico, avto in ključe ter njegov mobilni telefon. Ni znano, zakaj bi zapustil hišo brez teh predmetov, še posebej brez telefona, saj je običajno ohranjal stik s svojo družino. Če bi vzel telefon s seboj, bi ga morda lahko uporabili za sledenje njegovim gibom, vendar to ni mogoče. Oblasti so izvedle več iskalnih akcij na območju Veterans Parka blizu Edgewaterja, vendar tudi s pomočjo iskalnih psov niso našli nobenih sledi. Omeniti velja, da so po Freddyjevem izginotju v domu para našli sporočilo, vendar policija ni želela razkriti, kaj je bilo v njem zapisano, ali je bil sploh on avtor. Ko so ga nazadnje videli, je hodil po ulici Bear Avenue blizu svoje hiše, vendar njegovo gibanje potem ostaja neznano. Dylan je bil presenečen, ko je prejel klic iz lokalne šerifove pisarne, kjer so ga obvestili, da je njegov oče pogrešan že 3 dni. Njegov stric Randy je bil tisti, ki je na koncu prijavil pogrešano osebo in še vedno ni znano, zakaj Freddyjeva žena tega ni storila, ko se ni vrnil domov. Čeprav se njegovo izginotje zdi sumljivo njegovi družini, je policija izjavila, da v Freddyjevem primeru ne sumijo kaznivega dejanja in ne verjamejo, da je vpleten kakršenkoli kriminalni element. Vsakdo, ki je videl Freddyja ali ima kakršnekoli informacije o njegovem primeru, naj pokliče šerifov urad okrožja Charlotte na številko 941 639 2101. Številka 16. 69-letni Adib Eddie Rohana je dobro znan v skupnosti Vestal v Chenangu v New Yorku. V času izginotja je v tem območju živel že 30 letja, njegovo podjetje, prodajalna rabljenih avtomobilov z imenom Cars R Us, pa je bilo v tem kraju prisotno že 20 let. Zato je njegova nenadna in nerazložljivo izginotje skupnost šokirala, vendar kljub najboljšim prizadevanjem skupnosti in preiskovalcev še vedno ni bil najden. Policija je zdaj pozvala vse, ki imajo kakršnekoli informacije o njegovem primeru, naj stopijo v stik, da bi lahko Adibovih 5 otrok končno našlo vsaj nekaj odgovorov, ki jih iščejo. Nazadnje so Adiba videli okoli pol dneva 11. januarja 2025, ko je bil v svojem prodajnem salonu, ki se nahaja na Upper Front Street. Njegova družina je postala zaskrbljena, ko se tisti dan ni vrnil domov, in ko do 14. januarja še vedno niso prejeli nobenih novic od njega, so se odločili obvestiti policijo in prijaviti njegovo izginotje. Eden prvih korakov v preiskavi je bil pregled njegovih telefonskih zapisov in presenetljivo so ugotovili, da je bil Adibov telefon posodobljen ob 18. uri, na dan njegovega izginotja, ko je bil v bližini prodajnega salona. Le nekaj minut kasneje je bil izklopljen in od takrat ni bil več vklopljen. Potem, ko je njegova družina čustveno pozvala javnost, so prejeli nekaj namigov in jih preverili, vendar noben od teh namigov ni pripeljal do tega, da bi našli Adiba. Detektivi so pregledali vse razpoložljive informacije, da bi rekonstruirali premike pogrešanega moškega potem, ko je zapustil prodajalno avtomobilov. Vendar niso našli nobenega uporabnega posnetka varnostnih kamer in še vedno ni znano, ali je odšel po lastni volji ali pa je bil žrtev kaznivega dejanja. Preiskovalci so prepričani, da nekdo v skupnosti Vestal ve, kaj se je zgodilo z Adibom, vendar se ta oseba ni oglasila, zaradi česar je preiskava obstala, saj niso našli nobenih dodatnih sledi. Da bi spodbudili vsakogar, ki ima koristne informacije, naj se oglasi, je njegova družina ponudila nagrado v višini $20,000 vsakomur, ki lahko pomaga policiji izslediti Adiba.
Toda kljub tej visoki nagradi, nihče ni ponudil takšnih informacij. Vsak, ki je videl Adiba ali lahko pomaga policiji pri njegovem iskanju, naj pokliče na telefonsko številko za namige šerifove pisarne okrožja Broome na 6078 196. Številka 15. Obstaja resnična skrb za dobrobit 36-letnega Erika Thomasa Putnama, ki je pogrešan od 4. aprila 2025. Preiskovalci so objavili čim več podrobnosti o njegovem primeru, nekatere izmed teh podrobnosti pa so zelo zaskrbljujoče. Eric prihaja iz Odsala na Floridi in ko je izginil, je bil zaposlen pri Marion Pneumatics and Hydraulics, ki se nahaja na aveniji Magnolia. Tam so ga videli med delom v izmeni na dan njegovega izginotja, od takrat pa ga noben od sodelavcev ni več videl ali slišal od njega. V Erikovem primeru je na voljo zelo malo podrobnosti, vendar je znano, da obstajajo resni pomisleki glede njegove varnosti, zahvaljujoč nekaterim namigom, ki so jih našli od dneva, ko je izginil brez sledu. 7. julija, 3 mesece potem, ko so ga prijavili kot pogrešanega, je njegova mati, Rebecca Sanchez, prejela klic nekoga, ki je opazil njegov avto, vendar so informacije, ki jih je imel, povzročile še večjo zaskrbljenost za Erikovo varnost. Obvestili so jo, da je bil njegov avto požgan, preden so ga odkrili na naslovu East Anderson Street 1224 v Orlandu in da so ga odvlekli, še preden so preiskovalci lahko pregledali kraj dogodka. Namiguje se, da je nekdo zažgal vozilo, da bi uničil morebitne dokaze, ki so bili prisotni, vendar to ostaja le teorija, saj niso našli nobenih dodatnih znakov kaznivega dejanja. Njegova družina se je obrnila na skupnost okrožja Marion in prosila vse, ki imajo kakršnokoli informacijo o tem, kaj se mu je tisti dan zgodilo, naj takoj obvestijo policijo. Območje, kjer so našli njegov avto, so pregledali za morebitne sledi, vendar niso našli ničesar uporabnega. Nihče ni videl vzroka požara, zato je ostalo neznano, ali je bil požar potaknjen ali pa je šlo zgolj za električno okvaro na avtomobilu, ki je povzročila izbruh ognja. Poleg tega ni znano, ali je bil Erik prisoten, ko je izbruhnil požar, ali je območje zapustil peš ali z vozilom, ali pa je bil odpeljan proti svoji volji iz razlogov, ki ostajajo neznani. Vsak, ki ve, zakaj je bil Erikov avto požgan, ali bi želel prijaviti, da ga je videl, naj pokliče šerifov urad okrožja Marion na številko 3527 328 181. Številka 14. Ni nenavadno, da 27-letna Tina Noreska občasno zapusti družinski dom v Lawrencevillu v Georgiji, vendar se je vedno vrnila po 1 ali 2 dneh. Po besedah njene družine je njeno izginotje 1. maja 2025 povzročilo veliko zaskrbljenost, saj od takrat z njo niso mogli vzpostaviti stika. Njena polsestra, Natifa Charles, je na tiskovni konferenci povedala, da sta ona in preostala Tinina družina pričakovali, da se bo vrnila tisti ali naslednji dan, vendar se to ni zgodilo. In postali so vse bolj zaskrbljeni za njeno varnost. Hišo je zapustila popoldne 1. maja, pri sebi pa je imela nekaj svojih osebnih stvari. Ni povedala, kam gre ali kakšni so njeni načrti, zato so preiskovalci pred težko nalogo, da ugotovijo, ali se je odločila, da bo prostovoljno ostala stran od doma ali pa se ji je zgodilo kaj hudega. Njeni prijatelji in družina so večkrat poudarili, da svojih 2 otrok nikoli ne bi zapustila in menijo, da je njena dolgotrajna odsotnost zelo neznačilna zanjo. Ko so odprli primer pogrešane osebe, so preiskovalci podrobno pregledali Tinin bančni račun in telefonske zapise, vendar nobeden od njiju ni pokazal nobene aktivnosti od dneva, ko je izginila. NATO so temeljito pregledali njene račune na družbenih omrežjih v iskanju namigov, vendar niso našli ničesar, prav tako pa do teh računov od tistega dne ni nihče več dostopal. Znano je, da je peš odšla na Grayson Highway, saj so jo varnostne kamere ujele, ko je v tistem območju zastavila svoj telefon za denar. To je povzročilo veliko neodgovorjenih vprašanj, kot na primer, zakaj je potrebovala denar in ali je nameravala zapustiti območje ter se nikoli več ne vrniti, ne da bi o tem obvestila svoje bližnje. Ko so njeni družini povedali za to transakcijo, so povedali, da je v preteklosti govorila o selitvi v Houston, preiskovalci pa sodelujejo s policisti na območju Lawrenceville, če bi Tina tam opazili. Čeprav se zdi, da te informacije nakazujejo, da je odšla po lastni volji, Tinina družina ostaja neprepričana. Čeprav je v preteklosti že odšla, je ob teh priložnostih vedno vzela svoje otroke s seboj, zato se bojijo, da bi lahko postala žrtev kaznivega dejanja.
Nenavadno je, da njeno izginotje njena družina ni takoj prijavila. Šele potem, ko je bila pogrešana skupno 4 dni, se je njen partner, s katerim je živela, odločil obvestiti oblasti, pri čemer ni pojasnil, zakaj je tako dolgo čakal z ukrepanjem. Preiskovalci pa so povedali, da to ni nujno dokaz, da se je dogajalo kaj zloveščega, saj je vsak primer pogrešane osebe drugačen. Prebivalce Lawrencevilla in Houstona so prosili, naj bodo pozorni na Tino in naj prijavijo vsakršno opažanje. Če veste, kje je Tina, ali imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale pri njenem primeru, vas prosijo, da kontaktirate policijski oddelek v Lawrencevillu na številko 770 675 1050 7 in navedete številko primera agencije 250 500 Številka 13. 26-letna Ashley Moore je še vedno pogrešana, kljub najboljšim prizadevanjem njene družine in preiskovalcev, da bi jo izsledili. Septembra 2025 je Ashley živela v Hartwellu v Ohio. Nazadnje so jo tam videli okoli 10. septembra, od takrat pa so njena družina in prijatelji vse bolj zaskrbljeni za njeno dobrobit, saj je prenehala komunicirati z njimi. Niso razkrili, zakaj tako mislijo, vendar je njena družina preiskovalcem povedala, da je Ashley morda načrtovala potovanje v Las Vegas, niso pa povedali, ali je nameravala tja preseliti za stalno ali iz kakšnega drugega razloga. Ko se ni vrnila domov, kot je bilo načrtovano, je njena družina stopila v stik z vsemi, s katerimi je Ashley preživljala čas, če bi jo morda videli ali vedeli, kakšni so njeni načrti, vendar so bili tudi oni prav tako šokirani kot družina, ko so izvedeli, da je izginila. Od takrat so vsi poskusi vzpostavitve stika z Ashley propadli, poleg tega pa so namigovali, da je njen telefon bodisi izklopljen ali pa se mu je izpraznila baterija. To pomeni, da njenega telefona ni mogoče uporabiti za sledenje njeni lokaciji, kar zelo frustrira preiskovalce in njene bližnje. Dodali so, da bi lahko vozila nečak njen Nissan Sentra, ki ima začasne registrske tablice. Kot je pogosto v primerih pogrešanih oseb, so njeni bližnji povedali, da Ashley nikoli ni brez stika tako dolgo kot tokrat in so zaskrbljeni, da se ji je med potovanjem v Las Vegas morda kaj zgodilo. Še vedno ni znano, ali je potovala sama ali v spremstvu in odkar so jo prijavili kot pogrešano, se nihče ni oglasil, da bi jo videl. Zadnja oseba, ki je govorila z Ashley, je bila njena babica, ki ji je uspelo vzpostaviti stik z njo septembra, vendar ni razkrila, o čem sta se pogovarjali. Njeni bližnji so na svojih družbenih omrežjih večkrat pozvali javnost, v upanju, da bi se kdo oglasil z informacijami o njeni lokaciji, vendar do danes takšnih informacij niso prejeli. Od takrat so ustvarili letak, ki podrobno opisuje okoliščine njene izginotja in ga objavili na več različnih družbenih omrežjih, skupaj s pozivom naj vsak, ki jo je videl, obvesti policijo. 4 mesece po odprtju primera, Ashley preiskovalci še vedno iščejo sledi o tem, kam bi lahko odšla in obljubljajo, da bodo preverili vsako prejeto informacijo, da bi njena družina končno dobila odgovore. Če vi ali kdo, ki ga poznate, opazite Ashley, vas pozivamo, da se obrnete na policijo v Cincinnatiju na številko 513 569 8600. Številka 12. Neverjetno je, koliko ljudi vsako leto izgubi življenje zaradi nepotrebnega nasilja, pri katerem sploh niso sodelovali. Točno to se je zgodilo 26-letnemu Colu Lapowskemu, ko je izgubil življenje 29. junija 2025, njegov napadalec pa še ni bil identificiran. Policija v Toledu, Ohio je izjavila, da so bili tiste noči poklicani na naslov na Lincolnshire Boulevardu, kjer je priča poročala, da je nekdo streljal in pri tem ranil nedolžnega mimoidočega. Ko so preiskovalci prispeli na kraj dogodka, so našli Cola, ki je ležal na tleh, in ugotovili so, da je bil ranjen z enim strelom v glavo. Po oskrbi na kraju dogodka so ga hitro prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki naredili vse, kar so lahko, da bi mu rešili življenje, a so bili njihovi napori žal zaman in Cole je umrl. Kasneje se je izkazalo, da sta se Cole in njegova zaročenka vračala domov po obisku restauracije Taco Bell v bližini. Ko sta se peljala mimo omenjene hiše, je nekdo iz neznanega razloga streljal in Cole je bil zadet. Oblasti so nato navedle, da je skupina ljudi prirejala zabavo na tem naslovu, ki je bil najet prek Airbnb-a in verjamejo, da je med 2 ali več udeleženci izbruhnil prepir.
Prepir je prerasel v nasilje in izstreljenih je bilo več strelov, zaradi česar je bil Cole ranjen. Sosed je povedal, da je pred začetkom zabave na njegova vrata potrkala ženska in ga obvestila, da bo kasneje tisti dan priredila zabavo v soseski. Dodal je, da se je v nekaj urah zbralo kar 150 ljudi in da je bilo nemogoče hoditi po ulici, saj se je zabava razširila na cesto. Bilo je očitno, da so udeleženci zabave popili veliko alkohola, saj se je policija kasneje vrnila, da bi pobrala več mobilnih telefonov, ki so jih pustili za seboj. Preiskovalci so bili kasneje obveščeni, da je v bolnišnico prišel še en moški, potem ko je bil udarjen, in ugotovili so, da je bil tudi on poškodovan na zabavi, verjetno od istega napadalca, ter da si je popolnoma opomogel. Ker je bilo med incidentom prisotnih toliko ljudi, je moral nekdo na zabavi videti, kdo je streljal. A nihče se ni oglasil, bodisi zato, ker ščitijo storilca, bodisi zato, ker jih skrbi, da bodo deležni povračilnih ukrepov. Nobenih dodatnih informacij niso prejeli, policija pa je prosila vse, ki so bili tisto noč na zabavi, ali imajo kakršnekoli informacije o napadalcu, naj se oglasijo, da se v Colovem primeru lahko doseže pravica. Po napadu sta Colova starša vložila odškodninsko tožbo zaradi protipravno povzročene smrti proti Jennifer Wolf, lastnici Airbnb-a. Trdila sta, da ni ravnala z dolžno skrbnostjo pri organizaciji zabave in da je posredno odgovorna za to, da je Cole izgubil življenje. Trdila sta, da Wolf ni nadzorovala števila udeležencev zabave, ki je potekala le nekaj hiš stran od Colovega doma. Poleg tega sta trdila, da ni poskrbela za varnost udeležencev zabave in okoliške skupnosti, ter menita, da sta upravičena do odškodnine v višini $25 milijonov in dodatnih $10 milijonov kazenskih odškodnin. Če veste, kdo je odgovoren za smrt Cola, ali lahko policiji posredujete kakršnekoli koristne informacije o njegovem primeru, vas prosijo, da kontaktirate Crime Stoppers na številki 419255 111 na številki 419-25-511-11. Številka 11. Nenaveden primer se je začel razvijati v Filadelfiji decembra 2025, ko je bil voznik vlečnega vozila napaden med opravljanjem svoje dolžnosti. Incident se je končal s smrtjo voznika, vendar se je primer v naslednjem mesecu še bolj zapletel zaradi dveh podobnih napadov, ki so sledili. 22. decembra 2025 je 20-letni David Garcia Morales delal za podjetje 448 Towing and Recovery Company in vozil enega izmed njihovih belih vlečnih vozil. Iz neznanih razlogov je nekdo pristopil k tovornjaku in streljal, pri tem zadel Davida in mu vzel življenje. Ko so preiskovalci prispeli na kraj dogodka, so našli Davida živega ob njegovem tovornjaku. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, vendar je 26. decembra zaradi poškodb umrl. Medtem je policija začela iskati dokaze okoli njegovega vozila in našla posnetke varnostnih kamer temno-modrega Jeep Grand Cherokee, ki ga je vozil napadalec. Slika je bila objavljena javnosti, pri tem pa so opazili, da je bilo vozilo poškodovano na strešnem oknu in zadnjem steklu. 3 tedne kasneje je prišlo do novega napada na 25-letnega Aarona Whitfielda, ki je bil zaposlen pri istem vlečnem podjetju. On in njegovo dekle sta sedela v njegovem tovornjaku na križišču ulic Bustleton in North, ko jo je nekdo napadel s strelnim orožjem. Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da se je siv limuzinski avtomobil približal tovornjaku, nato pa je nekdo iz vozila potegnil strelno orožje in streljal na ljudi. Vozila so nato očitno hitro odpeljala, preiskovalci pa menijo, da je bil to načrtovan in usklajen napad. Sporni avtomobil so na koncu našli in pregledali zaradi morebitnih sledi, pri čemer upajo, da so napadalci pustili svojo DNK ali prstne odtise, kar bi lahko pomagalo pri njihovi identifikaciji in privedbi v pripor. Nažalost, Aaron napada ni preživel, njegova punca, ki je utrpela poškodbe noge, pa je bila hitro prepeljana v bolnišnico in pričakujejo, da si bo popolnoma opomogla. Ker sta se v tako kratkem času zgodila 2 podobna napada, policija preiskuje, ali sta primera povezana. Preiskujejo tudi 3. primer iz 23. novembra 2025, v katerem je bil napaden 26-letni Aaron Smith Sims. Takrat je Aaron delal kot opazovalec za voznike vlečnih vozil. To pomeni, da je bil odgovoren za obveščanje voznikov vlečnih vozil v okolici o nesrečah, ki so se zgodile, da so lahko hitro prišli na kraj dogodka in ponudili pomoč.
Po napadu na Aarona so ga odpeljali v bolnišnico in nekaj časa so upali, da bo preživel, vendar je umrl 4. januarja 2026. Vse 3 žrtve v teh primerih so bile zaposlene pri istem podjetju za vleko vozil. Ker so bili napadi na njih tako podobni, so nekateri predlagali, da napade izvaja nekdo, ki ima zamero proti podjetju, vendar to še ni bilo dokazano. Policija je prav tako namignila, da bi to lahko bilo del trenutne vojne za ozemlje na tem območju. V preteklosti so se vlečna podjetja v Filadelfiji prepirala glede območij, ki naj bi jih pokrivalo posamezno podjetje. V nekaterih primerih so ti spori postali nasilni. Do danes se ni oglasil noben priča in kljub najdenim posnetkom varnostnih kamer osumljencev niso identificirali. Vsak, ki ima informacije o teh napadih, naj pokliče na številko 2156868477 in posreduje namig. Številka 10. V jugovzhodnem Tihem oceanu, znotraj čilskih meja, leži otok z bogato zgodovino in spomeniki, ki to potrjujejo. Moadži, znani tudi kot glave velikonočnega otoka, predstavljajo najbolj izstopajočo značilnost otoka. Ustvarili so jih zgornji prebivalci Rapa Nui, leta 1995 pa so bili razglašeni za UNESCOvo svetovno dediščino. Med strokovnjaki še vedno poteka razprava o tem, kako so prvi prebivalci prispeli na otok. Podobna razprava obstaja tudi glede tega, kako so sčasoma izginili z otoka. Kolikor se spomnimo, je bil zaton velikonočnega otoka dolgo časa pripisan eni razlagi – ekocidu. Hipoteza o ekocidu je najbolj znana prav v primeru Rapa Nuja in se lahko uporablja celo za opis trenutnih podnebnih razmer. Teorija nakazuje, da je bil vzrok za propad družbe uničenje okolja, ki so si ga povzročili sami. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je šlo za prekomerno porabo. Krčenje gozdov zaradi gradnje moajov, erozija tal zaradi prekomerne uporabe, ki je vodila v lakoto, notranji konflikti, ki so povzročili vojne in posledično, kot pravijo strokovnjaki, razpad družbe. Ekocid, so rekli, je bil vzrok za propad. Rapa Nui so sami sebe uničili zaradi izčrpanja virov in prekoračitve nosilne zmogljivosti. Zdaj je vse, kar vemo, postavljeno pod vprašaj. Prevladujoča teorija ne prevladuje več, saj je pred nekaj več kot mesecem dni tehnologija znova dokazala svojo uporabnost. 15 nekdanjih prebivalcev tega oddaljenega otoka je bilo kar nekaj časa shranjenih v laboratoriju, čakajoč na nove načine, ki bi razkrili še več skrivnosti in ugank. In bili so popolni kandidati, da ponovno napišejo zgodovino, kot jo poznamo. Eden izmed nedavnih napredkov je sekvenciranje genomov, ki raziskovalcem omogoča, da izvejo več o DNK, zdaj pa se uporablja tudi kot način za ugotavljanje, kaj se je v resnici zgodilo. Z analizo DNK 15 prebivalcev strokovnjaki niso našli nobenih dokazov o genetskem ozkem grlu, ki bi ustrezal hitremu upadu prebivalstva. Skozi analizo arheoloških podatkov in radiokarbonskega datiranja je bilo prav tako ugotovljeno, da je, tako kot večina starodavnih populacij, Rapa Nui začela z majhnim številom prebivalcev in se stoletja postopoma povečevala, vzdrževala pa je populacijo od 3 do 4 tisoč ljudi. Skupnost je uporabljala tehniko vrtnarjenja s kamenjem, ki jim je pomagala obvladovati vulkanska tla. Toda do 1860 let se je njihovo število nenadoma zelo hitro zmanjšalo. In kaj se je dogajalo v 1860 letih? Suženjstvo, širitev proti zahodu, nacionalizem, kraja ozemlja, reforme, pokoli in državljanske vojne. Z raziskovanjem teh dejavnikov in uporabo podatkov, ki so jih zbrali raziskovalci, so kmalu ugotovili, da ekocid zagotovo ni bil vzrok za propad. V tistem desetletju so na otok prispeli lovci na sužnje iz Peruja in odpeljali toliko ljudi Rapa Nui, kolikor so jih lahko spravili na svoje čolne. Ko so zapustili otok, je bila tretjina skupnosti izginila. To očitno ni bil propad. Po mnenju strokovnjakov, propad prebivalstva pomeni izgubo 80 do 90% v določenem časovnem obdobju, ne pa takojšnje iztrebljenje. Ampak to je še vedno le tretjina prebivalstva, kam so šli preostali pripadniki ljudstva Rapa Nui. No, genomi so razkrili najbolje varovano skrivnost prebivalcev velikonočnega otoka, izmenjavo z ameriškimi staroselci. Ugotovili so, da so ljudje z velikonočnega otoka še pred Kolumbovim prihodom v Ameriko prečkali ocean do Južne Amerike, kjer so se njihovi geni združili z geni tamkajšnjega avtoktonega prebivalstva.
Čeprav je to nedavna ugotovitev, ni povsem presenetljiva. Ustna izročila že dolgo pripovedujejo zgodbo o velikonočnem otoku in staroselcih Amerike, prisotnost sladkega krompirja na otoku pa je nakazovala trgovino že pred stikom z Evropejci. Čeprav so nekateri strokovnjaki in celo javnost oklevali opustiti napačno pripoved, so dokazi prisotni v genomih in DNK. Številka 9. Začelo se je z nečim tako preprostim, kot je pohod. Dva prijatelja sta se odpravila v divjino, pričakovala sta, da bosta uživala v naravi in se sprostila, a namesto tega sta naletela na odkritje, ki jo je preganjalo še desetletja. Pohodniški izleti potem niso več minili brez tesnobe in zaskrbljenosti. 9. januarja 2015 sta se nič hudega sluteča pohodnika znašla zunaj Puerto de Somiedo, mesta v Španiji, znanega po svojih gorskih poteh in narodnem parku Somiedo. A mesto bo postalo znano iz povsem drugega razloga. Med pohodom sta popotnika naletela na nekaj, česar nikoli ne bi pričakovala. Truplo. Ob ozkem potoku je bila odeja, ki je imela sumljivo in nejasno obliko, kar je zahtevalo nadaljnjo preiskavo. Ko sta se približala, ju je odgnal grozen vonj, zato sta poklicala lokalno policijsko postajo. Policisti so prihiteli na kraj dogodka in začeli odstranjevati plasti, pri čemer so pod njimi odkrili truplo. Pokojnika, ki ni imel identifikacijskih dokumentov, so poimenovali moški iz Somieda, nato pa so ga kmalu prepeljali v mrtvašnico na obdukcijo. Eno nogo je moškemu manjkalo, domnevajo, da so jo odnesle mrhovinarske živali. Ugotovili so tudi, da je kljub izrazitim rebrom večino svojega življenja prejemal ustrezno prehrano. Njegove obrazne dlake so bile lepo urejene, njegova koža pa je kazala znake dobre nege v času njegovega življenja. Moški iz Somieda je bil prav tako deformiran. Imel je majhno glavo, dolge okončine in prste, grbo na hrbtu ter izbočeno prsnico. Sekvenciranje DNK je hitro pokazalo, da je trpel za kahektičnim sindromom, kar je pomenilo, da ni mogel živeti sam in je potreboval stalno oskrbo. Glede na njegovo stanje so sklepali, da je imel pokojni verjetno vsaj enega skrbnika. Čeprav je bila neidentificirana oseba zavita v odejo in položena ob potok, policija ni našla nobenih znakov kaznivega dejanja. Ni bilo znakov nasilja, zastrupitve ali kakršnihkoli drugih znakov zlonamernega ravnanja. Izvedenec sodne medicine je prav tako ugotovil, da je bil vzrok njegove prezgodnje smrti srčni napad. Kljub temu, da ga niso mogli identificirati, je policija verjela, da bodo njegovo družino hitro našli. Kaka sindrom je redek in njegove telesne značilnosti bi bile zlahka prepoznavne, če bi jih opisali. Zato so se preiskovalci odpravili v najbližje mesto, prepričani, da se bo nekdo oglasil. Toda nenavadno je bilo, da nihče od prebivalcev ni prepoznal opisanih značilnosti. Policija je razširila iskanje tudi na sosednja mesta, vendar še vedno niso našli ničesar. Nihče, ki bi ustrezal njegovemu opisu, se ni pojavil v nobenih bolnišničnih zapisih, niti v nobeni od bivalnih ustanov. Tudi rojstni zapisi celotne občine so postali v središču pozornosti, prav tako iskanje podeželskih babic, ki bi lahko bile prisotne ob njegovem rojstvu. A vendar ni bilo ničesar in vprašanje je še naprej ostajalo, kdo je bil mož iz Somieda. Oktobra 2024 je prišlo do prvega preboja v primeru, vendar tega še nihče ni zares vedel. Začelo se je z nalogom za aretacijo dveh oseb, brat in sestra, Enrique in Enriqueta. Morala sta se pojaviti na sodišču zaradi obvezne ocene za njunega invalidnega brata, za katerega sta skrbela. Teda, brat in sestra sta se odločila, da se ne bosta pojavila na sodišču za ponovno oceno in nista pripeljala brata, za katerega sta skrbela. Socialne službe so začele sumiti, da se dogaja nekaj nenavadnega, saj 10 let niso videle ali slišale za invalidnega moškega, ki sta ga skrbela Enrique in Enriqueta, medtem ko sta v njegovem imenu prejemala 3000 evrov na mesec. Toda paru je uspelo več mesecev izmikati se roki pravice, dokler ju niso končno prijeli v hotelu februarja 2025. Ko so ju pridržali, se je začela odvijati pretresljiva zgodba, ki bi razkrila desetletja star nerešen primer. Luis Maria J.C., imenovan Luisa, je bil invalidni brat Enriquea in Enriquete, o katerem so govorila sodišča. Rožen je bil s cerebralno paralizo, imel je hude sive mrene in bil je gluh.
Skozi zaslišanja so preiskovalci izvedeli, da je bil brat že znan organom pregona, saj so leta 2015 našli njegovo telo zavito v odejo blizu potoka. Louis sin je bil mož iz Somjeda. Brat in sestra sta nadaljevala svojo zgodbo in povedala, da sta po smrti njegovega zadnjega skrbnika prevzela skrbništvo nad njim. Naslednjih 10 let so inšpekcije socialnih delavcev prinašale podobne rezultate. Moški ni bil tam, bil je odsoten, bolan ali pa je obiskoval sorodnike. V resnici so rojenca razkrili, da je postal vse bolj bolan, vendar niso poklicali rešilca, ker so se bali, da ga ne bi mogli rešiti, kar bi pomenilo, da bi bila njegova smrt zabeležena in sredstva bi bila prekinjena. Zato so čakali, dokler Luzen ni končno podlegel svojim boleznim in na koncu stradanju. Nato so ga odnesli v divjino, skrili njegovo telo pred svetom in pred vlado, ter si tako omogočili, da so naslednje desetletje še naprej prejemali sredstva za invalidnost. Številka 8. V prvi Mojzesovi knjigi je omenjena ena zgodba, katere resničnost je sporna. To je mesto Mahanadžem, ki se nahaja v Izraelu na vzhodni strani reke Jordan. V prvi Mojzesovi knjigi beremo o Jakobovih potovanjih, da bi se ponovno srečal s svojim bratom. Prispe v Mahanadžim, ki je bil zanj neimenovano mesto. Tukaj so ga srečali božji angeli in razglasili, da je to božje taborišče, ter ga poimenovali Mahanajim, kar pomeni dva tabora. Stoletja potem so izraelska plemena Ruben, Gad in Manase prosila, da jim dodelijo dediščino na vzhodni strani reke Jordan. Mojzes je prošnjo odobril, vendar pod pogojem, da ta plemena pomagajo ostalim v boju proti Kanancem, in prav to so tudi storili. To območje jim je bilo nato dodeljeno, vendar pa je bilo po osvojitvi Kanana po božjem ukazu več mest, vključno z Mahanajmom, dodeljenih Levicem. O tem nenavadnem mestu obstaja še več drugih zgodb, ki segajo skozi stoletja. Toda vprašanje ostaja, kje je? Januarja 2025 sta dva vodilna izraelska znanstvenika napovedala zanimiv razvoj v tej skrivnosti, razvoj, ki sta ga odkrila le 2 meseca prej. Na arheološkem najdišču na vrhu hriba v Jordaniji so raztreseni kamniti bloki, okrašeni z umetniškimi prizori levov in gosti, kar je dokaz o starodavni izraelski palači, ki je tam morda stala pred približno 2800 leti. Prisotnost monumentalne arhitekture, ki datira iz začetka 8. stoletja pred našim štetjem, je morda dokaz izraelske širitve, kar nakazuje, da je bila palača del izraelskega kraljestva, mesto Mahanaim pa je spadalo znotraj njegovih meja. Svetopisemski odlomki nakazujejo, da je mesto ležalo poleg Penuela, za katerega raziskovalci menijo, da je današnji Tel al-Dahab as-Šarki. To teorijo podpira svetopisemska omemba templja v Penuelu in zdi se, da so takšen tempelj našli na Tel al-Dahab as-Šarki. Odkritje ruševin pa se ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti Svetega pisma in zgodb v njem. Vendar pa se iz nekega razloga odkritje ruševin ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti Svetega pisma. Namesto tega pa raziskovalci pravijo, da to služi kot dokaz prisotnosti Izraelcev v Transjordaniji, kar bi lahko pomagalo raziskovalcem razumeti, zakaj so se takšni biblični dogodki odvijali prav na tem območju. Številka 7. Sage Smith, ki jo je v Charlottesville v Virginiji vzgajala babica po očetovi strani, je imela težko otroštvo, zaznamovano z ločitvijo staršev in časom v rejniškem sistemu, kjer je bila žrtev ustrahovanja. Kljub temu je bila karizmatična in si je načrtovala kariero frizerke, zato se je v začetku leta 2012 vpisala na kozmetično šolo, potem ko se je preselila v stanovanje na ulici Harris. 20. novembra 2012 je 19-letna Sage svoji sostanovalki povedala, da gre ob 17:40 na zmenek in da se bo vrnila kasneje. Naslednji dan je bila pogrešana. Klici so šli na telefonski odzivnik, nazadnje pa jo je po poročanju videla njena polsestra na glavni ulici okoli 18:30. Njene sostanovalke so jo prijavile kot pogrešano 22. novembra. Policija je brez uspeha preiskala Harrisovo ulico in univerzo v Virginiji, pri tem pa opazila, da ima nenavadno izklopljen telefon, ter jo označila kot ogroženo in posumila na kaznivo dejanje. Preiskovalci so ugotovili, da je bila Sagina zadnja znana oseba, s katero je bila v stiku, Eric McFadden, s katerim se je nameravala srečati v bližini postaje Amtrak.
Skrivaj sta si pošiljala sporočila in se srečevala, pri čemer naj bi McFadden Sage plačeval, da bi njuno razmerje ostalo skrito pred njegovo partnerko, Esther Avini. 2 dni potem, ko je Sage izginila, je Esther prijavila McFaddena kot pogrešanega. Dan kasneje je McFadden poklical Esther in jo prosil za denar, nato pa se je obrnil na policijo, potem ko je izvedel, da ga želijo zaslišati. Zanikal je, da bi se srečal s Sage ali da bi vedel, kje je, nato pa je prekinil vse stike in izginil ter ostal pogrešan vse do nedavnega. Več kot desetletje sta obe izginoti ostali nerazrešeni. Toda oktobra 2025 je policija izsledila McFaddena v Los Angeles, potem ko je poskušal uradno spremeniti svoje ime. Preiskovalci so ga zaslišali, vendar podrobnosti zaenkrat ostajajo zaupne. Napredka pri iskanju Sagea ni bilo, vendar je policija primer opredelila kot verjetni umor, verjetno na podlagi novih informacij ali pa zaradi McFaddenove izjave iz leta 2012, da je imel Sage sovražnike. Številka 6. Še ena skrivnost iz biblijske dobe je skrinja zaveze, ki je že dolgo omenjena na vse daljšem seznamu skrivnosti. Kje je? Kaj je to? Vprašanja še vedno ostajajo. Po Svetem pismu obstaja okrašena lesena skrinja, prevlečena z zlatom, ki je bila zasnovana za shranjevanje pomembnega predmeta, ki sproži preostalo svetopisemsko pripoved. Skrinja je bila narejena, da bi hranila prav tiste tablice postave, ki so bile izročene Mojzesu. Domnevno naj bi skrinja počivala v najsvetejšem prostoru, skupaj s shodnim šotorom starodavnega jeruzalemskega templja. In pravijo, da naj bi se v njej še vedno nahajale izvirne tablice 10 zapovedi. A spet se srečamo z enim glavnim vprašanjem. Kje je? Skrivnost skrinje zaveze se zdi, da je korak bližje rešitvi, če gre verjeti nedavnemu razvoju dogodkov. V središču nedavnega odkritja je biblijsko mesto Šilo, kraj, ki ga redko omenjajo v razpravah o skrinji zaveze. Preden so bila zgrajena templja v Jeruzalemu, je v Šilu stal tempelj v starodavnem mestu Samarije, ki je skoraj 400 let starejše od jeruzalemskih zgradb, kar je zelo dolgo obdobje, če upoštevamo časovni okvir 10 zapovedi in ustanovitev kateregakoli mesta. Šilo je bil kraj velikega pomena. Tam so postavili oltarje, ki so omogočali daritve in čaščenje v skladu s svetimi zapisi. Ves ta čas so se mnogi spraševali, ali res verjamejo, da je Šilo obstajal, toda to mesto je bilo eno redkih, ki bi ga bilo mogoče zlahka prepoznati. Tam bi bil tempelj, oltarji in ostanki daritev in prav ti elementi bi bili nepričakovano odkriti leta 2023. Jerusalem Post je objavil zgodbo o neverjetnem odkritju, ki je zgodovinarje popolnoma osupnilo. Arheološka izkopavanja so potekala na območju, za katerega verjamejo, da je bilo pred stoletji mesto Šilo. Plast za plastjo je zemlja razkrivala vedno več značilnosti, ki so podpirale nastajajočo teorijo. Ko so začeli odstranjevati prah, so se strokovnjaki spraševali, ali so pravkar odkrili obredni kompleks, ki je bil nekoč v središču Šila. Ko je ekipa poskušala prepoznati ruševine kamnite zgradbe, so kmalu prišli do presenetljive ugotovitve. Dimenzije omenjene zgradbe se ujemajo z opisom, razporeditvijo in dimenzijami shodnega šotora, za katerega verjamejo, da je hranil skrinjo zaveze. Skrinja zaveze vsebuje zapisane življenjske zapovedi, odkritje, ki bi lahko spremenilo svet. Stavba, so pojasnili strokovnjaki, je usmerjena od vzhoda proti zahodu in razdeljena v razmerju 2:1, kot je opisano v svetih spisih. Raziskovalci so prav tako dokumentirali veliko notranjo steno, ki je prostor razdelila na 2 dela, kar odraža razdelitev na svetišče in svetinjo nad svetinjami v knjigi Exodus. Teorijo podpira več kot 100.000 živalskih kosti, vključno z ovcami, kozami in govedom, ki so jih verjetno uporabili kot žrtve, kar ni mogoče šteti za naključje. Bilo je povsem jasno, da je bilo to mesto obrednih žrtev, njegove dimenzije pa so se ujemale z dimenzijami shodnega šotora. Toda v prebivališču je manjkala skrinja zaveze, ki še vedno skriva svoje skrivnosti pred svetom. Številka 5. Decembra 1988 je 20-letna ženska prijavila nasilen napad policiji okrožja DeKalb. 30. decembra, ko je zaklepala svoje stanovanje v Stone Mountainu, jo je moški s smučarsko masko in nožem prisilil, da je šla v odmaknjeno, z grmovjem poraslo območje kompleksa. Napadalec ji je grozil smrtjo, preden je pobegnil.
Žrtev je poiskala pomoč in njen fant jo je odpeljal na policijsko postajo okrožja DeKalb, nato pa v bolnišnico Grady Memorial, kjer so zbrali DNK. Toda leta 1988 tehnologija za testiranje DNK še ni bila na voljo, zato je dokaze shranil preiskovalni urad Georgie. Več kot 30 letja kasneje, junija 2019, so primer ponovno odprli in DNK testirali s pomočjo Ministrstva za pravosodje. Dokazi so se nato ujemali z Reginaldom Caldwellom, ki je bil takrat star 58 let in je v času zločina živel v okrožju DeKalb. Po nadaljnji preiskavi, zaslišanju in pričevanjih je bil Caldwell 20. maja 2025 obsojen za ugrabitev, napad in hujšo telesno poškodbo ter prejel 2 zaporedni dosmrtni kazni in dodatnih 20 let zapora. Številka 4. Moški iz Kalifornije je pripel svojega psa na povodec in začel njun običajni sprehod po plaži v pristanišču Trinidad. Takrat tega še ni vedel, a nekaj trenutkov kasneje je poklical policijsko postajo Fortuna zaradi pretresljivega odkritja. Policisti, ki so se odzvali na klic, so se odpravili proti Trinidad Head skanati formaciji, ki se nahaja v pristanišču. Moški je pokazal na delno lobanjo, ki je ležala in strmela vanje. Februarja 1993 so policisti pobrali fragment in ga predali šerifovemu uradu okrožja Humboldt. NATO so izdelali rutinski DNK profil lobanje in ga vnesli tako v nacionalni indeks DNK neidentificiranih oseb, kot tudi v kalifornijsko bazo podatkov pogrešanih oseb. Profil so primerjali z več pogrešanimi osebami in drugimi človeškimi ostanki, vendar se fragment ni ujemal z nobeno znano osebo. Podrobnosti primera so nato nesli v namaz pod številko primera UP 55274 in to je bilo to. Nič več ni bilo mogoče storiti, vsaj ne takrat. Sčasoma je svet pozabil na lobanjo iz Kalifornije iz leta 1993, ki je zdaj postala del zaostanka nerešenih primerov neidentificiranih človeških ostankov. Vendar pa je leta 2024 za to desetletja staro skrivnost se je znova pojavilo novo upanje. Ko je ameriški kongresnik Jared Huffman zagotovil sredstva za odpravo zaostanka in omogočil šerifovemu uradu okrožja Humboldt, da izvede ponovno preiskavo in DNK testiranje. HCSC je zdaj lahko predložil dokaze v laboratorij Othram v Woodlandsu v Teksasu. Del lobanje iz leta 1993 je postal osrednja točka za znanstvenike, ki so zdaj lahko iz vzorca pridobili DNK z uporabo forenzičnega sekvenciranja genoma. Iz teh prizadevanj se je pojavil celovit profil neznane ženske, ki je postavil temelje za raziskave genetske genealogije, ki bi lahko razkrile lastnico posmrtnih ostankov. Nekaj mesecev kasneje je drugi velik preboj razkril prav to identiteto. Izkazalo se je, da je lobanja pripadala Kay Josephine Medine. Bila je navedena v več bazah podatkov pogrešanih oseb. 3. avgusta 1987 je moški po imenu Nicholas prispel v svoj dom v okrožju Trinity in ugotovil, da je njegova 48-letna žena izginila. Njena torbica, očala in avto so bili še vedno tam, vendar nje ni bilo. Nicholas je prijavil njeno izginotje, kar je povzročilo veliko prostovoljno iskalno akcijo v zahtevnem terenu, ki je obdajal območje okoli njunega doma. Vendar o njej niso našli nobene sledi vse do leta 1993. Nicholasova žena je bila Kaymet, učiteljica in po besedah njenega nadrejenega, ki je bil eden zadnjih, ki jo je videl, ko je zapustila delovno mesto, naj bi bila oseba dobre volje. Šerifov urad okrožja Trinity je izginotje Kay označil kot sumljivo, vendar niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju ali namigov, kje bi se lahko nahajala. Čeprav so jo našli, v primeru še vedno ostaja skrivnost. Uradniki ne morejo ugotoviti, kaj je povzročilo njen prezgodnji konec, ali je šlo za nesrečo, ali pa je bilo v ozadju nekaj veliko bolj zloveščega. Številka 3. Gemini Madeline Posey, stara 21 let iz plemena Spirit Lake, je v začetku leta 2024 živela v Fort Tottenu v severni Dakoti s svojim fantom D'Angelom Huntom in njunim 7-mesečnim dojenčkom. 3. januarja 2024 se je za kratek čas preselila nazaj k materi v Devil's Lake, preden se je vrnila v Fort Totten. 4 dni kasneje, 7. januarja, jo je Hunt nazadnje videl, ko je zapustila njuno stanovanje in rekla, da jo pride iskat prijateljica.
Prijava pogrešane osebe je bila uložena 11. januarja. Začetna preiskava se je ustavila brez kakršnihkoli sledi. Kasneje so Hunta aretirali in obtožili umora druge stopnje zaradi smrti njegovega brata, Isaka, katerega posmrtne ostanke so našli novembra 2025 v rezervatu Spirit Lake. Isaac je bil pogrešan od marca 2024. Odkritje je pripeljalo do tega, da je Hunt postal osumljenec v primeru Gemini. Decembra 2025 je bil Hunt uradno obtožen strani Zvezne velike porote zaradi domnevne smrti Gemini. Obtožen je bil uboja na mah in napada. Gemini je še vedno pogrešana, njeno telo pa nikoli ni bilo najdeno. Številka 2. Trenutno poteka velika polemika, ki je razdelila zgodovinsko skupnost. Ena stran išče dokaze, druga pa se zanaša na ugibanja. In vse se vrti okoli skrivnosti gizanskih piramid. Ogrete razprave so se začele marca 2025, ko je bila podana precej nenavadna in napačno zveneča izjava. Mesto najdeno pod piramido. Italijanski in škotski raziskovalci so trdili, da so uporabili novo radarsko tehnologijo, imenovano radar s sintetično aperturo, ki združuje satelitske radarske podatke z majhnimi vibracijami naravne potresne aktivnosti. Radar je ustvaril tridimenzionalno sliko tega, za kar raziskovalci verjamejo, da so ostanki starodavnega mesta, skritega pod piramido kralja Hafreja. S tem prizadevanjem so pod piramidami odkrili 8 navpičnih struktur, ki segajo do globine približno 640 metrov. Vsako jašek naj bi bil obdan s spiralnimi potmi, ki so povezane z dvema strukturama v obliki kocke, velikima 80 metrov, kar nakazuje na prisotnost ločenih prostorov. Raziskovalci so tudi poročali, da je 5 večnivojskih struktur povezanih s številnimi prehodi, ki so bili desetletja skriti pred arheologi in zgodovinarji. S to novo razglasitvijo je bilo neizogibno, da se bo pojavila skepsa. Več strokovnjakov je izrazilo resno zaskrbljenost glede tehnologije uporabljene za podajanje teh nevarnih trditev, ki bi lahko na koncu spremenile zgodovino, kot jo poznamo. Toda nasprotovanje ni bilo dovolj, da bi odvrnilo to strastno ekipo, zato so nadaljevali raziskovanje povezanih notranjih struktur pod piramido. Nekaj mesecev kasneje se je nepopustljivo iskanje odgovorov znova obrestovalo, ko je ekipa napovedala še eno neverjetno odkritje. Pod piramido Menkaure so odkrili drugo mesto, podzemno medsebojno povezano strukturo. Stopnišča, vodovodne cevi in navpična jaška so se na njihovih radarskih napravah prikazali v 3D obliki. Verjamejo, da ta večnivojski kompleks morda celo skriva legendarno dvorano zapisov, ki je pogosto omenjena v izročilu. Domnevno je dvorana zapisov starodavna egipčanska knjižnica, ki bi lahko razkrila skrivnosti vesolja, če bi jo kdaj našli. Prisotnost obeh skritih mest nakazuje na ogromen podzemni kompleks, kar pa mnogi zavračajo kot pretirano ali nepotrjeno trditev. Poleg svojih trditev o 2 podzemnih mestih pod piramidami je ekipa vztrajala tudi, da je kompleks v Gizi star 38.000 let, ne pa 4.500, kot se običajno navaja. Številka 1. Pred skoraj 5 desetletji so našli nekaj zloveščega, ki je molilo iz rastja na kmetijskem polju blizu ameriške avtoceste 79, le nekaj milj stran od Mariana. Bilo je 13. januarja 1977, ko so na polju našli posmrtne ostanke neznane osebe. Oddelek za kriminalistično preiskavo državne policije Arkansas je bil poslan, da razišče prijavo. Preiskovalci so zbrali posmrtne ostanke in jih predali uradu sodnega zdravnika kriminalističnega laboratorija države Arkansas. Odkritje je seveda prišlo v času, ko je bilo testiranje DNK še v povojih. Ugotavljanje, komu so pripadali posmrtni ostanki, ni bilo uspešno, prav tako pa je način smrti ostal skrivnost. Do tega časa je bilo starševskih ugrabitev že na 10.000, medtem ko so ugrabitve strani neznancev ostajale pri nekaj 100 primerih. Primerov je bilo preveč, da bi lahko posmrtne ostanke povezali le z eno osebo, še posebej, če ta sploh ni bila prijavljena kot pogrešana. Zadevo posmrtnih ostankov iz okrožja Lee, kot so jih poimenovali, so zasenčili umori skautin v Oklahomi in dobro znan primer izginotja Simone Rittinger.
Posmrtni ostanki na kmetijskem polju takrat niso bili visoka prioriteta in to ne bodo postali še naslednjih 48 let. Marca 2024 je enota za nerazrešene primere, ASP, pregledovala vse nerešene primere iz tistega obdobja, naslednja prioriteta pa so bili posmrtni ostanki v okrožju Lee. S pomočjo ASCL so preiskovalci uspeli prenesti posmrtne ostanke v Othram Labs, kjer je zasebni laboratorij razvijal in izpopolnjeval napredke v analizi DNK ter forenzični genealogiji. Prav s temi izboljšanimi prizadevanji so končno uspeli ugotoviti, komu pripadajo kosti, ki so zadnjih 50 leti ležale v sobi z dokazi. 6. junija 2025 je Othram objavil poročilo, v katerem je identificiral moškega, kateremu so ti posmrtni ostanki pripadali. Njegovo ime je bilo Charles Howard Wallace. Nedavnja preiskava je uspela izslediti dva možna sorodnika, ki sta živela v Tennesseeju. Julia so od njiju zbrali vzorce DNK in jih primerjali z vzorci Charlesa. Do septembra je bilo vse popolnoma potrjeno, identifikacija je bila pozitivna. To so bili ostanki 21-letnika, ki je, kot se zdi, izgubil stik z družino jeseni 1974. Sorodniki so ga nazadnje videli v Memphisu v Tennesseeju, ko je bil v poznih najstniških letih in je iskal zdravljenje v prehodnem domu v središču mesta. Čeprav imamo zdaj nekaj vpogleda v truplo iz okrožja Lee, ostajajo nekateri elementi še vedno zaviti v skrivnost. Prvič, oblasti ne morejo ugotoviti vzroka njegove prezgodnje smrti ali kako je končal sam na tistem polju, neopažen strani vseh, skoraj 50 let. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se tudi naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.